dijakov. Slabo leto nazaj smo se člani skupine našega projekta SVLO srečali z enim izzivom, in sicer izvajanje praktičnega usposabljanja za naše dijake v času korone epidemije. Namreč dijaki so si prej bolj ali manj sami oziroma skupaj z mentorji poiskali prakso pri svojem delodajalcu v lokalnem domačem okolju, kamor se tudi pričakuje, da se bodo po vključitvi oziroma po zaključenem izobraževanju v našem centru vrnili in si bodo iskali zaposlitev v domačem okolju, vendar tokrat ni bilo tako. In v tem delu vam bom predstavila, jaz temu rečem pilotski projekt, kako je izgledalo organizacija prakse za dijake, 8-tedenska praksa za 7 oziroma 8 dijakov, ki pa sem jo izvajala jaz konkretno. Če vam že najprej na začetku povem, po profesiji oziroma po izobrazbi sem profesor defektologije, imam sicer kar nekaj let delovnih izkušenj, ampak vseeno je bil zame to zelo velik izziv. Predtem sem večinoma pokrivala osnovnošolsko izobraževanje tudi preko mobilne dodatne strokovne pomoči, ampak vseeno, da bi se pa srečala konkretno s takšnim delom, se pa nisem. In takoj sem se lotila dela in kot uvod sem se najprej pozanimala, kaj dejansko sploh je praktično izobraževanje oziroma praktično usposabljanje pri delu, kakšna je sploh ta razlika. In pri tem sem takoj naletela na 2 problema oziroma 2 izziva, in sicer ta prvi je bil, da ker ne delam na srednji šoli, ne poučujem, torej nisem učitelj praktičnega pouka, niti ne poznam učnega načrta, da mi je bilo kot izhodišče, da začnem raziskovati učni načrt. Učni načrt administratorja. Drug problem je bil pa praktično usposabljanje z delom, kaj to zdaj dejansko je. Jaz vem sicer, kaj to pomeni, ampak kaj pa to od mene zahteva, kakšne so pa moje kompetence, kakšna so pa pričakovanja nekoga do mene, s tem pa nisem bila seznanjena. Zato sem si potem takoj kot naslednjo vodilo vzela gradivo, in sicer na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, kjer sem se oprla na literaturo vodnika za mentorje in pa vodnika za dijake. Predtem sem pa vsekakor morala prediskutirati oziroma preleteti tudi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o ocenjevanju in še nekatere druge podzakonske akte. Glavni namen praktičnega usposabljanja je torej pridobivanje praktičnih izkušenj in pa uporaba znanj, ki so jih pridobili v konkretnih situacijah učenci oziroma dijaki pri pouku v šoli in jih potem prenesejo konkretno v prakso. Tukaj sem pa potem začela razmišljati, torej, kaj naj bi administrator, katere znanja naj bi imel oziroma kaj je tisto, kar mu lahko jaz ponudim, da bom lahko izpeljala teh 8 tednov prakse, da bo lahko dijak pri meni delal. Glede na to, da je moje delovno mesto, da sem bila v tistem letu vodja strokovnega centra, da sem sodelavka na projektu bila SVLO in na projektu Z roko v roki pomoč kot koordinator, sem izhajala potem iz tistega administrativnega dela oziroma iz dela, ki ga pokrivam na svojem področju. Potem sem se dotaknila tudi najpomembnejših ciljev in ponovno gre za to, da pridobijo praktične izkušnje, da jih nadgradijo, da se usposobijo za kompetence. Torej, tukaj je prišlo spet do novega pojma kompetence, kakšne so pa kompetence, ki bi jih naj pridobil dijak na praksi, a so to znanja oziroma kaj je zdaj pomembneje, potem kateri so tisti tehnološki učni procesi oziroma učne situacije, ki bi jih naj jaz predala nekomu, spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov. Pri tem sem vsekakor takoj, glede na to, da sem defektolog, pomislila na to, da otroci, ki so oziroma dijaki z primanjkljaji na področju gibanja, z omejitvami potrebujejo pri delodajalcu tudi ali pa pri meni tudi določene prilagoditve, zaradi katerih so potem lahko bolj uspešnejši
Potem poudarek je tudi na učenju sodelovanja, timskega dela, komunikacija in pa tudi nastopanja pred strankami. Torej, če tako pogledamo, je bilo zelo veliko nekih stvari, na katere sem se bolj ali manj morala zastaviti nek delovni cilj, kako bom to peljala. Prav tako je pa tukaj zelo pomembno, kakšna je odgovornost, kako razvijajo odgovornost za lastno delo, za kakovost, da upoštevajo in pa tudi upoštevanje predpisov iz področja varnosti in zdravja ter varovanja okolja. Potem sem izhajala tudi iz nalog delodajalca, namreč o tem, kakšni morajo biti pogoji za te delavnice oziroma pisarne, v katerih naj bi izvajali praktično usposabljanje z delom, kakšni morajo biti kadrovski in minimalni pogoji, da je potrebno skleniti učno pogodbo, to je pri nas uredil organizator praktičnega usposabljanja, tako da s tem se nisem rabila ukvarjati. Potem morala sem imeti v uvidu tudi, glede na to, da ne izhajam iz te stroke, sem morala imeti v glavi učni načrt in pa tudi dejavnosti, ki ne bodo prezahtevne oziroma dejavnosti, ki jih lahko delodajalec naloži dijaku, da izpelje tista dela, ki so v trenutnem, ki se pričakujejo od njega trenutno. Potem tukaj je tudi zapisan, dijak ima pravico do nagrade, to nalogo sem jaz prepustila kar mentorjem PUD-a oziroma ne mentorjem, organizatorju praktičnega dela in pa tudi prijavo na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Prav tako sem pa dijake seznanila tudi s tem, da si lahko vedno poiščejo oziroma sem jim pokazala tudi, kje lahko pridejo še do dodatnih informacij. To je pa v bistvu potem program, ki smo si ga mi zadali oziroma sem jaz sama pri sebi nekako razmislila, da na vseh področjih dejansko ne bom jim morala dati vseh znanj, ampak se bomo nekako potrudili, da pogledamo neko strukturo in sem si zamislila, da je pomembno, da spoznajo organizacijo našo, torej da spoznajo center, ne samo kot dijaki, ampak tudi kot organizacijsko enoto, da znajo pripraviti se za delo, kako vodijo dokumentacijo, kako potekajo postopki, njihove sposobnosti pri uporabi IKT tehnologije, pri uporabi strojev, kako lahko varujejo svoje zdravje. Tukaj tudi, ko gremo pri rokovanju stroju, vseeno so to določeni pripomočki, ki so nevarni, da so pri svojem delu gospodarni, organizirani in ekonomični, da je treba biti pozoren, ko greš na primer kopirati na kopirni stroj, a daš 10 kopelj, jih daš 1000, tudi te stvari. In pa vsekakor poslovno komuniciranje in socialne veščine so se mi zdele zelo pomembne. Zdaj vam bom pa predstavila, kako je to potekalo pri meni v moji pisarni oziroma v moji podaljšani pisarni. Kot sem že prej omenila, gibalno ovirani dijaki potrebujejo prilagoditve delovnega mesta in pa tudi dostopnost do različnih pristopov. Glede na to, da govorimo, da so imeli dijaki prakso v naši razvojni pisarni, bi se pričakovalo, da bodo stvari prilagojene. Ampak mi nimamo prilagojenih vseh miz v pisarni, ker jih ne potrebujemo. Zato je bilo potrebno pogledati najprej prilagoditve glede delovne mize, glede stola in pa tudi glede pripomočkov. Seveda so pa vse te informacije zelo pomembne tudi za delodajalca, preden odide dijak na prakso oziroma na praktično usposabljanje z delom. Torej, vse te stvari, ki sem jih jaz naredila, so zelo pomembne, da jih mentor oziroma organizator praktičnega dela preda mentorju, ko dijak z gibalno oviranostjo odide na prakso v domačem okolju. Tukaj je bilo pač vse na enem mestu, ampak drugače pa je, tukaj potrjujem, kako zelo pomembno je, da organizator prakse z nekim timom nekako pripravi stvari, ki bodo potrebne, da se bo lahko dijak vključil v samo delovno okolje, kamor bo odšel. Tukaj bi vam potem predstavila, kako smo uredili delovna mesta. Iskali smo najbolj optimalne variante, da so imeli dijaki ustrezno delovno mesto, da so lahko izvajali torej ustrezne višine, naklone, ustrezne delovne pripomočke.
Tukaj je recimo tudi konkreten primer za težko gibalno, zelo težko gibalno ovirano dijakinjo na praksi, ki ima svoj voziček, potem je treba pač delo tako prilagoditi, da ima dovolj prostora, da lahko pride v prostor in da lahko stvari opravlja, da se potem lahko tudi v pisarni giba. To je v bistvu eden izmed faktorjev, ki je zelo pomemben tudi za delodajalca, zaradi tega, ker lahko rečem, da glede na izkušnje, ki jih pa zdaj že imam tudi z delodajalci, ko smo stopili kasneje z njimi v stik, je dostikrat tudi strah prisoten, kako pa bojo, ali zmorejo ali ne zmorejo. Tako da je ta navezava zelo pomembna in to se je izkazalo pač tudi pri meni. Jaz nekako vzporedno v tem projektu vlečem smernice, ki so se pokazale pri našem projektu in kaj je potem tisto zelo pomembno, da tudi organizator praktičnega dela z usposabljanjem prenese mentorjev v lokalnem okolju, kamor dijak odide. Potem zelo velik poudarek smo dali na veščine poslovnega komuniciranja in socialnih veščin. Tradicija vsakodnevna so bili jutranji krogi, in sicer organizacija dela, kaj je treba narediti, kaj smo včeraj naredili. Vsak je bil, bom jaz rekla, dežurni oziroma vsak dan je imel eden funkcijo tajnice in ta tajnica je vsako jutro bila zadolžena, da je preverila, kaj je bilo včeraj v planu, kaj smo realizirali in česa nismo, in smo potem, oziroma česa oni niso, in smo potem planirali delo naprej. Tukaj ravno vidite na sliki, kako tale dijakinja zapisuje vestno stvari, zato da bo potem stvari obvestila oziroma da bo imela tisti dan nadzor tudi nad ostalimi sodelavci. To se je izkazalo za zelo učinkovito. Namreč že sam ta bonton, da ko pridemo, pozdravimo, potem smo mi to nadgrajevali naprej tudi, da se javimo na telefon. Pri meni dostikrat je telefon zvonil, pa sem jim rekla, ja, kar javite se, pa pridem nazaj, pa so bili neodgovorjeni klici, pa rečem, ja, zakaj pa se ni nihče javil? Pa rečejo, joj, veste, mi nismo vedeli, kako se ne javimo. Torej je bil to tudi spet en dodaten moment za mene, da sem začela razmišljati, torej je potrebno tudi tukaj delati, ampak do konca moram reči, da so vsi postali vešči komuniciranja, obveščanja, sprejemanja informacij. In pa tudi tekom tega pilotskega projekta sem jih izpostavila zelo neugodnim situacijam, namensko, tesno, da so morali poklicati, v galerijo in se dogovoriti za to, kdaj lahko pripeljemo razstavo, da bi jo postavili, oziroma da se dogovorijo fiksno, da imamo razstavo, da bi jo želeli pri njih razstaviti in kdaj bi to bilo. Torej je bilo potrebno kar nekaj veščin vključiti, tudi poleg poslovnega komuniciranja, poleg teh socialnih veščin, tudi organizacijske sposobnosti, ki so se pokazale kot pomembna kompetenca dijakov. Potem priprava dela, vodenje dokumentacije. Kot smo že rekli, najprej so bili jutranji sestanki v krogu, da se lepo pozdravimo, skuhamo čaj, skuhamo kavico, da prebijemo led, da se pogovorimo, potem se je vzpodbudilo delovno okolje in tukaj že vidite prenos na IKT tehnologijo, organiziranje skupin mi smo se organizirali v Teamsih, vse je potekalo, noter je bila mapa in v tej mapi so se potem zbirali dokumenti. Tako nekako smo potem imeli tudi tajniške naloge, da so tajnice potem tudi zapisovale, kaj je potrebno narediti, kaj se je naredilo, kaj je še potrebno, in pa potem tudi redno obveščanje sodelavcev oziroma poročanje meni kot, bom rekla, v tistem primeru njihovi šefici, tako kot so oni mene poimenovali. Zdaj tukaj bi izpostavila še en vidik, in sicer ko sem imela en pomislek, dejansko z dijaki se jaz srečujem na hodniku, nekatere sem mogoče že tudi prej, ker že kar nekaj časa sem v zavodu, so mogoče bili tudi že v moji učni skupini. Torej, ko so dijaki prišli, sem zelo hitro opazila, da ne vejo, kako bi se do mene obnašali. Oni so prišli z eno težo, da prihajajo na praktično delo, na praktično usposabljanje z delom,
v kakšni luči zdaj mene oni vidijo. Tako da tudi tukaj smo izpostavili komponento socialnih veščin, da smo si določili vloge, da me lahko drugi srečajo v drugi vlogi, ampak tukaj na tem delovnem mestu si pa postavljamo drugačne vloge. In moram reči, da so dijaki to zelo prvovrstno izpeljali, zelo pohvalno lahko rečem. Tukaj bi poudarila pri tej IKT tehnologiji, bom sicer potem še malo več naprej, da sem najprej pregledala, kakšna znanja tukaj imajo, kakšna znanja so prinesli iz šole, sem se tudi z profesorji pogovorila in pa potem sem si nekako zamislila zbirnik tehle nalog in sem bolj podrobno pogledala vsakega dijaka, torej da vidim, kakšna ima znanja, kdo ima več znanja, kdo ima manj znanja, ali so vešči pisanja dopisov, kako se znajdejo v MS Teamsih, in na osnovi tega sem potem postopno začela delati z njimi. Eni so imeli več znanja, so bili tudi tutorji tistim, ki imajo manj znanja, oziroma smo imeli potem oblike, kjer smo se dejansko tudi preučili. Prav tako sem pogledala uporabo pisarniških pripomočkov, kako uporabljajo spenjač papirja, plastifikator, stroj za spiralno vezavo, stroj za toplotno vezavo, rezalnik papirja. In tukaj seveda nisem mogla iz svoje kože, da sem defektolog, sem prav tako preverjala tudi stranskost in te stvari, oziroma iskala načine, kako bi bilo dijaku lažje in s kakšnim pripomočkom bi mu bilo lažje, in v tem primeru sem se obrnila na svoje kolegice, na delovne terapevtke, tudi pri sami določitvi oziroma organizaciji delovnega prostora in pa tudi pri sami uporabi različnih pripomočkov. Potem sem tudi pregledala seveda uporabo kopirnega stroja, kopiranje, skeniranje in pa tudi, kot sem že prej rekla, poslovno komuniciranje po telefonu in pa tudi samo splošno komuniciranje. Tukaj sem spet prikazala različne prilagoditve, kako sta dijaka lahko bolj uspešna. V samem izhodišču bi lahko, ko bi dijak izpostavil, ja, jaz težko stojim, bi mi lahko takoj odreagirali, prav potem pa ti ne boš se ukvarjal z kopiranjem, ti bomo dali pa kakšno drugo delo, ampak mi smo pa iskali načine in to je tudi zelo kakovostno, to lahko tudi predamo letos naprej delodajalcu, kamor bodo dijaki, če le bo COVID tako, bom rekla, ne bo večjih razsežnosti, bodo dijaki lahko prešli v svoje lokalno okolje, za kar ocenjujem, da je koristno, da grejo k lokalnem delodajalcu. Prav tako sem tukaj predstavila tudi en pripomoček, glede na to, da so dijaki v šoli se srečujejo z drugačnim kopirnim strojem, sem tukaj spet izhajala iz filozofije defektologa oziroma specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in sem pripravila niz kartic, ki so jim služile v pomoč, da so potem lažje kopirali, lažje se naučili skenirati. To so imeli pri sebi kot oporo in pa seveda vedno jim je bil bodisi jaz na razpolago oziroma tisti izmed tutorjev dijakov, ki je to zadevo že usvojil. In moram reči, da je to dijakom, potem ko smo naredili analizo dela, zelo koristilo in so v bistvu tudi zelo hitro ta pripomoček sprva nas pridom uporabljali, kasneje ga pa tudi zelo hitro opustili. Bil je potem zvezan skupaj in je bil narejen kot ena pahljača in so ga potem lahko dali v žep oziroma so ga vzeli, ko so odšli po opravkih. IKT tehnologije sem se že delno dotaknila malo prej, bi želela pokazati, da so dijaki to praktično sami delali. Jaz sem naredila skupino, medtem ko so oni dejansko dodajali noter vsebine. Tukaj noter so tudi njihove delovne naloge in pa pri tem bi povedala, da smo dijake, ko smo rekli nadgradili, smo organizirali tudi simulacijo okolja, in sicer mi imamo preko strokovnega centra izposojevalnico didaktičnih in metodičnih gradiv in smo dijake dejansko zaposlili noter, da so bili administratorji, ki so sprejeli gradivo, ga, bom rekla, zabeležili, da je to gradivo vrnjeno in pa potem izposodili novo gradivo in pri vsem tem morali upoštevati cel kup navodil, od tega, da je treba
gradivo najprej zaskrižiti, potem ga je treba na novo osebo in pa da se potem gradivo tudi na pravo mesto vrne. Potem pa smo si tudi nekako smo se pa dotaknili tudi, meni se je zdelo zelo pomembno pisanje dnevnika učne prakse, to je ena izmed obvez, ki jo dijaki na praksi morajo narediti. Sem se pa tukaj osredotočila na njih predvsem na to, da smo skupaj, da smo se priučili sistematičnega zapisovanja, uporabe izrazoslovja, uporabe strokovnega izrazoslovja in pa tudi, da so bili pozorni na slovnični zapis. Kaj sem pri vsem tem ugotovila? Ugotovila sem, da lahko rečem, da dijaki, ki so bili pri meni, kljub svoji gibalni oviranosti in primanjkljajem, zaradi posledic oviranosti, so zaposljivi. Dejansko so bili zmožni opravljati praktično usposabljanje z delom od nekje 6 do 7 ur dnevno, kar je včasih oziroma kar je tudi več, kot izvajajo prakso zunaj, v zunanjih ustanovah oziroma pri delodajalcih, da so bili pri delu samostojni, da so bili hitro učljivi, da so si med seboj podajali znanja, da jim je okolje, ki sem sprva mislila, da jim bo moteče, zaradi tega, da so v lokalnem oziroma v domačem okolju Ciriusa, da jim bo moteče in da bodo presegali meje in okvirje, da niso na praksi. Moram reči, da tega niso in si štejem pri sebi kot plus oziroma kot kljukico, da smo to zadevo speljali tako. Hkrati smo pa dobili tudi rezultate, ki kažejo, kako pomembno je, kako organizator praktičnega dela z usposabljanjem je pomembno, da te informacije od tega, kaj dijak potrebuje, kakšne so njegove posebne potrebe, jaz to ne rečem rada, ampak kaj so tiste stvari, ki jih potrebuje dijak na praksi, da bo uspešen, kako je pomembno, da jih preda mentorju. To sem pač jaz imela tukaj kot to vlogo, da sem enostavno najprej naredila eno diagnostiko, potem ugotovila in potem iz tega izhajala. Tako da moram reči, da je bila zame to ena zelo lepa izkušnja, iz tega sem se tudi jaz, tako kot dijaki, zelo veliko naučila. Moram reči, da mi je bil zelo velik izziv in pa tudi izhodišče za nadaljnje delo in svetovanje delodajalcu oziroma mentorjem na praksi.